Zakopani zaklad. Zadnje srečanje me je vznemirilo, zaradi njega sem bil celo zaskrbljen. Zgodba o gospodu, ki je sral v hlače in se svoje težave ni rešil, ne glede na to, katerega terapevta je obiskoval, me je prisilila, da sem se vprašal o smiselnosti svoje terapije. Sam namreč nisem hotel nadaljevati terapije zato, da bi razumel ali da bi uporabljal nepremočljive spodnjice, pa tudi zato ne, da bi mi postalo vse eno. Če naj bi bilo to vse, kar bi lahko dobil zameno za čas in denar, ki sem ju zapravil, je napočil čas, da odidem. Baj si, zdaj ne razmišljam več o različnih terapevtskih šolah. Zdaj se sprašujem, zakaj pri hudiču sem tukaj. Na žalost ne poznam odgovora na to vprašanje. Poznaš ga le ti. Zbegan sem, zelo sem zbegan. Do zadnjega srečanja sem bil prepričan o koristnosti psihoterapije. Vsem svojim prijateljem sem svetoval, da naj obiščejo terapevta. Toda potem, ko mi moj lastni terapevt nenadoma pove, da bo človek, ki pride podelan v hlače, šepal, potrt ali nor, s terapijo odšel ravno tako podelan, šepal, potrt in nor, kot je prišel. Ne razumem, to je povsem zmedeno. Nič ne dosežemo, če se zmedi upiramo. Tebe to moti zaradi predsodka, da bi ti moralo biti vse jasno, da ne bi smel biti zmeden, da bi moral poznati vse odgovore, da bi moral. Sprosti se, Demjan. Kot sem ti rekel, je pri geštaltu edino, kar moraš, tole. Vedeti moraš, da ti ni nič treba. Res je to, da tudi ne, da bi kaj moral, potrebujem odgovore, ki jih nimam. Ti povem zgodbo. Tega dne sem prisluhnil še pozorneje kot sicer. Vedel sem, da mi Jorgove zgodbe, prilike in celo šale vedno pomagajo razjasniti lastno zmedenost. Takole pravi zgodba. V Krakovu je živel veren in dobrosrčen starec po imenu Izi. Več noči je Izi sanjal, da je odpotoval v Prago in prispel do mostu nad reko. Sanjal je, da na rečnem obrežju ob mostu raste košato drevo. Sanjal je, da je pri drevesu skopal jamo ter iz nje potegnil zaklad, ki mu je prinesel blaginjo in mir za vse življenje. Sprva se Izi na sanje ni oziral, a ko so se ponavljale več tednov, si je mislil, da je to sporočilo. Sklenil je, da ne more prelisičiti sporočila, ki mu ga je v spanju pošiljal Bog ali kdorkoli že. Zato je ubogal svoj 6. čut, pripravil mulo za dolgo pot ter se odpravil proti Pragi. Po 6 dneh je starec prispel v Prago in se odločil, da bo v predmestju poiskal most nad reko. Tam ni bilo veliko rek, pa tudi mostov ne, zato je hitro našel kraj, ki ga je iskal. Vse je bilo tako kot v sanjah. Reka, most, ki je vodil čez njo, na obrežju pa drevo, pod katerim je moral kopati. Le ena podrobnost se ni ujemala.
Drevo je dan in noč stražil vojak kraljeve vojske. Izzy si ni upal kopati, ko je tam stal stražar, zato se je utoboril blizu mostu in čakal. Ko je bil tam že drugo noč, je vojaku moški pri mostu postal sumljiv, zato je stopil k njemu in ga vprašal, kaj tam počne. Starec ni imel razloga, da bi mu lagal. Zato mu je povedal, da je prišel iz oddaljenega mesta, kjer je sanjal, da je v Pragi pod mostom, podobnim temu mostu, zakopan zaklad. Stražar je bruhnil v krohot. Kako dolgo pot si naredil samo zaradi te neumnosti, mu je rekel. Že 3 leta vsako noč sanjam, da je v Krakovu pod kuhinjo nekega starca norca po imenu Izzy zakopan zaklad. Pa me poglej, misliš, da sem se odpravil v Krakov poiskati tega Izzyja in začel kopati pod njegovo kuhinjo. Izzy se je stražarju ponižno zahvalil in se napotil proti domu. Ko je prišel domov, je skopal jamo pod svojo kuhinjo in našel zaklad, ki je bil že od nekdaj tam zakopan. Po zgodbi je Jorge dolgo molčal. Molčal je, dokler se ni zaslišal zvonec naslednjega pacienta. Tedaj je stopil k meni, me objel, poljubil na čelo in potem sem odšel. V mislih sem obnovil srečanje. Že na začetku pogovora mi je Bajsi povedal isto kot pozneje zgodbo. Odgovora na tvoje vprašanje ne poznam jaz, pač pa le ti. V sebi bom našel odgovor, ne pri Jorgeju, ne v knjigah, ne na terapiji, ne pri prijateljih, pač pa v sebi, le v sebi. Tako kot Izzyjev zaklad, ki je bil prav tam in nikjer drugje. Nikjer drugje, sem si vedno znova ponavljal, nikjer drugje. In tedaj se mi je posvetilo. Nihče mi ne more reči, ali mi terapija v narekovaju koristi ali ne. Samo jaz lahko vem, ali mi, in ta odgovor velja le zame in samo v tem trenutku. Zdaj sem razumel, da sem veliki del svojega življenja od drugih pričakoval, da mi bodo povedali, kaj je dobro in kaj je slabo. Hotel sem, da me drugi gledajo, da bi videl sebe. Zunaj sem iskal to, kar je bilo vedno v meni, pod mojo kuhinjo. Zdaj sem spoznal, da je terapija zgolj orodje, s katerim lahko koplješ na pravem kraju in izkoplješ skriti zaklad. Terapevt ni nič drugega kot tisti vojak, ki po svoje in vedno znova ponavlja, da je nesmiselno iskati zunaj. Zmede je bilo konec in ravno tako kot Izzy sem se počutil srečnega in mirnega, kajti končno sem se zavedal, da je zaklad v meni, da je vedno bil in da ga ne morem izgubiti.